Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na Sidi resnice. Danes bomo govorili malo o zgodovini našega mesta, katere bogat ali pa velik del je tudi Marles. Podjetje, ki se je sicer skozi desetletja razvijalo, ampak skozi tam na tisti poziciji v Limbušu, kjer je včasih bila velika tovarna, tam je sicer danes naglo razvijajoča se industrijska cona, ampak svoj čas se je tukaj začelo. In kako je bilo na začetkih Marlesa, tega velikega in pomembnega podjetja v zgodovini našega mesta, eden tistih, ki je bil skupaj z Marlesom od začetka in je zdaj že v pokoju, seveda, gospod Milan, dober dan. Ja, dober dan. Gospod Milan, zdaj sva tukaj, tu je industrijska cona, verjetno zgleda precej drugače kot na začetku. Ja, jaz sem tak vsaki dan tu. Da malo še imam to pod nadzorom, samo seveda to zdaj, da morate vedeti, tu ni bilo nič. To je bil praktično šoder, ker je tu prej včasih tudi voda bila prek, ko je bilo morje, ne, tudi ja do Pekerske. Je bil šoder, pa prvo, kaj je bilo, je bila žaga, tu zdaj glih na sredini, ko stojimo, ne. Kak žaga? Ja, žaga, tračna žaga je bila. Veste kaj, ko se je Marles začel, se prvo žaga postavila. Praktično okrog tega lista smo mi začeli graditi, ker prvo si mogel žaga, da si postavil, to je bilo vse leseno, ne. Tako smo mi začeli, tako da jaz sem bil tu na žagi praktično šef od začetka, pa pol, ko je to velika žaga bila, pa ko se je okrog pač tudi že zidalo, ne. In imate verjetno ogromno enih zanimivih in emotivnih zgodb, ne? Ja, čute, to je zgodb, zdaj mi bi se lahko 5 ur menila. Praktično smo mi tu začeli s temi hišami montažnimi, tu vse narezali, naredili osnovo, prvo tu gori v Radvanju postavili v naselju, v Varlovem naselju, tu te hiše, tu smo takrat nosili gor od Marlesa, mislim, ni bilo zdaj tega prevoza, pa do Vrnjaka, do Varlova sem praktično sam postavil, pa pol smo imeli tudi bolj ekskluzivna naročila, jaz sem tudi za Titota Tikovino rezal tu za njegov čovn, pa na Brionih polagal, pa s prozornim vlakom prekleto, sem bil 2 dni v Puli, tako da marsikaj se je tu delalo. Ha, torej les so vam tudi od drugod vozili, ne samo z Pohorja? Ja, z Afrike. V glavnem to z Afrike od začetka, vete, kaj mi nismo tako tu iztrebljali. Saj vete, star je šel dol, povedal 2-3 stavke, topl stiske roke, pa so nam že les davali, ne. Pa denar, pa kredite, da smo mi tudi les mogli ponucati, ne. A, se pravi, ni samo Tikovina bila ta, ki je prišla od drugod? Ne, to bi v glavnem mahagoni je bil. Tikovina bila za posebno mahagoni in to zdaj s tem sem se gledaj spomnil, kaj vse je s tem lesom včasih prišlo, ne. Od tih žužekov, ko jih mi tu nismo poznali, do nekih gnezd noter, ne. Pa zdaj verjeli ali ne, pač mi nismo to znali omejiti, tudi faraonke mravlje so prišle v deblo prvič, pa še Vinko je rekel, jaz to pod namano, pa se neko pusti, živino še ni kriva, pa vi zdaj, matero, zdaj pa jih imam v kuhinji, not, pa se baba dere, pa moraš pricati, samo človek ne ve, ne, pa Liza tudi je prišla z deblom, ja. Liza? Opica mlada, ja, je not. Mi smo dali deblo dol, pa enkrat ven skočila, se začela dreč, šla gor na dreve, šrajala ko satan. Smo prvo videli, kaj je to, pa to je bila opica, mi smo po Liza rekli, vse dolga leta bila v Marlesu, vse to je taka javna tajna bila. Opica je živela v Marlesu? Ja, en teden se je gori skrivala, pol pa počasi smo ji začeli hrano nastavljati. Ete, tudi moji so meso, pa to se neko budale, se te v Afriki ni za mesa, da bo žrla. Te smo to s totimi agrumi namamli, da je prišla bližo, da je hoditi začel piti, pa žret nekaj, da ni crkno. No, pol po 2-3 mesecih, pa tak in tak smo eno jutro prišli, pa je bilo stoko, da je to shobla neka. Ker vete kaj, tudi čimpanzi, ko gledajo, se hitro učijo, pa po noči je bilo tečno, pa je pač potegnila malo. Pol pa si je tak tisto malo vzorčno hišo na konci naredila, pa živela od nje. Ja, super, gospod Milan, hvala lepa za vse te zgodbe, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.